res, sem Ivko Spetič iz Ilirske Bistrice, rojen 3.8.1931, tudi v Ilirski Bistrici, ampak ne v tej hiši, ampak v najemni hiši, ker takrat moja starša, ko sem bil rojen, nista še imela lastne hiše, ta je bila zgrajena leta 1935, tako da ko sem se vselil, oziroma ko sta se vselila z menoj, sem imel 4 leta. In od tistega časa se zelo malo spominjam, ne, kako je hiša rabsla, so hodili gledati zidarje, kako delajo in to. Par takih bežnih spominov slikovnih imam, ne, ampak to pač sem imel 2-3 leta, ne 4 leta, tako da je to šlo bolj mimo. No, moji starši so bili seveda slovenskega rodu, ne. Oče sicer rojen v Reki, ampak slovenskih staršev. Mama mu je umrla že pri 3 letih, tako da je živel potem pri svojih sestrah, dokler se ni preselil k svojemu stricu v Ilirsko Bistrico, ki je imel, kot sem omenil, trgovino s prehrano. In v tej trgovini se je zaposlil kot vajenec in je potem postal trgovski pomočnik, ne. Mama je bila pa iz Vremske doline, iz vasi Gornje Vreme, iz znane družine Magajna in je tam za tiste čase imela kar dobro izobrazbo, je naredila 2 leti gospodarsko-gospodinjske šole, 1 leto v Ljubljani, 1 leto pa na Koroškem, sedaj avstrijskem Koroškem. Tako da je bila kar, sicer pa so imeli doma v Vremah tudi malo trgovinico s jestvinami in gostilno. Tako da je znala in nekaj o gostinstvu je vedela in nekaj o trgovini. Oče pa itak sem že omenil, ne, je bil trgovski, se izučil za trgovskega pomočnika. To poudarjam zaradi tega, ker sta hotela na začetku, ko sta se poročila, odpreti trgovino s prehrano v Ilirski Bistrici. Ampak en čuden zakon, italijanski, je takrat zahteval soglasje obstoječih trgovcev, ne. Obstoječi trgovci pa ga niso hoteli dati, ker so ustvarjali konkurenco si, ne. Za gostinstvo pa ni bilo treba tega soglasja. In tako sta bila potem primorana opustiti misel na trgovino in so odprla v najemnih prostorih strica, sicer v naši ulici, tej bazoviški, takrat se je imenovala Via Fiume, ali Reška cesta, ne, ker je cesta, ki vodi proti Reki. In v tej, tam sem se rodil, no, in tam je ta prva gostilna mojih staršev tudi poslovala, dokler ni bila zgrajena ta stavba, v kateri sedaj sedimo. Moje bolj tako, bi rekli, spominsko življenje se je začelo s prvim razredom, lahko rečem, osnovne šole. Seveda italijanske, ne. Potrebno je še nekaj reči, ne, da v času Italije, ko sem se jaz rodil, je bila Ilirska Bistrica in vsa Primorska sta bila že 10 let v sestavi takratne kraljevine Italije, ne, Regno d'Italia, kot so rekli Italijani. In v tem času, ko sem se rodil, no, je bila že Italija dobro desetletje pri nas dobro usidrana. Ampak bi rekli, poslovno dejavnost, od industrije, trgovine, gostinstva, obrti, je bilo vse v rokah domačinov Bistričanov, ne.
Italijani so bili prišleki, niso imeli nič, ne. So bili seveda vojaki, karabinjeri, uradniki, učitelji, ampak kakšni gospodarstveniki, ne. To je do konca njihove ere, ne, do leta 1943, septembra 9., ko je Italija kapitulirala, se jih je par nabralo, ne. Eno žago so odprli, tako moderno, električno, prejšnje so bile vodne, venecijanke znane, ne. In tako da lahko rečemo, da vse ostalo, dolga leta, je ostalo v domačih rokah, ne. Tako da, seveda, primerjamo lahko dve stvari, oziroma dve jezikovni različici. Uradno je bilo vse v italijanščini, ne. Od šole, uradov, ambulante do, ne vem, karkoli, ne, banke, občine in tako, je bilo vse v italijanščini, ne. Vse ostalo, zasebno, ne, je bilo v slovenščini, ne. Mi smo lahko po slovensko govorili in v trgovini, in gostilnah, in po cestah, in tudi pri nas ni bilo nobenega takšnega. Je znana, da naša provinca Reška je bila bistveno bolj tolerantna do domorodcev kot tržaška provinca, Puljska pa Goriška. Tam so tudi, ko je fašizem prevzel svojo oblast v Italiji, so tolpe fašistične razgrajale, razbijale šole, slovenske ustanove, kakršnekoli so že bile, zadruge, ne, hranilnice, posojilnice, in vse to je bila tarča tam. Pri nas ni bilo nobenih takih stvari, ne, nobenega napada fašističnega. Je pa v Bistrici je deloval za časa Avstrije, so delovali Sokoli in Orli, ne, obe športni organizaciji. In nekega dne, takrat tam po letu okrog leta 1920, ne, po koncu Prve svetovne vojne, je nekega dne se pripeljala ena skupina mladih fašistov, reških, taka odrasla mularija, tam 19, 20 in takih let, na enem tovornjačku, in se ustavili pred Sokolskim domom. Tam je pa slučajno bil Sokol, ki seveda ni več deloval, ampak je bil še vedno v slovenskih rokah, ne, ni bil še nacionaliziran, spremenjen ali kaj drugega. Predsednik Sokolskega društva bistriškega, en Viktor Tomšič, sicer je imel največjo lesno industrijo v Bistrici, tudi je bila ena največjih potem v Italiji, ne, kar je nadaljeval potem. On se takrat znašel in se postavil pred vrata do doma, do glavnih vrat, je nekaj stopnic, ne. In eden od teh je prvi, nekateri so imeli bejzbol palice, ne, da bodo razbijali stekla, karkoli bi dobili, ne, in tako. Eden od tistih je stekel gor proti njemu. On je bil pa tudi rokoborec in zelo močan človek, ga je zgrabil in mu je iztegnil tisto bejzbol palico in se postavil, je rekel, daj pa, pazite, zdaj se tudi jaz oborožen, daj to se bolj izmišljujem, ne, ker bi vedel, kaj je rekel, ne. Ampak se nihče, čeprav jih je bilo kakšnih 10, se ni upal več gor do njega. In so pod stopnicami ga sramotili, kričali in to, in ko so se naveličali, so naložili na tovornjak in odpeljali v Reko nazaj. No, to je bil takrat edini tak poskus, da bi nekaj v Bistrici fašisti uničili, ne, in razbili. Tako da je... A lahko še vprašam, ko ste rekli, da je vse javno življenje potekalo v italijanskem jeziku, kako pa je bilo s cerkvenim življenjem? Ja,
v Bistrici so delovale dve cerkve, ne, župnijska, svetega Petra in potem še druga, bi rekli, je bila kaplanija, ne, oziroma ni bila župniška cerkev, ne, je bila kot en del. In ta bistriška cerkev, tako rečem, svetega Jurija, so Italijani nekako za svoje vernike izbrali, ne. Ta župnijska, kot pravim, ne, tista, ki se jo vidi, ne vem, če ste jo videli, ki je na hribu tam, nad Bistrico, ne, oziroma, ja, se jo dobro vidi, no, iz glavne ceste, ko ste šli sem. Tam je bila pa slovensko, ne. Tam je bilo izključno vse v slovenščini, ne, nobene italijanske besede ne ste slišali. Celo pri Birmi, ko sem bil Birman, tudi jaz seveda, je prišel škof, smo spadali pod Reko, ne, mi provincija Reška, tudi v verskem smislu, ne, je prišel škof na Birmat, ne. In uvodni nagovor je prebral v slovenščini, ne, čeprav je bil Italijan, ne. Je kar kratek nagovor, ampak v slovenščini ga je prebral in potem se je odvila Birma tako kot se pač odvija. Vsi obredi, tako rekoč, ne, v cerkvi, tej so bili slovenski, ne. Mi smo imeli tudi ves čas verouk v slovenščini, ne. Razen tega je pa v Bistrici tudi deloval in še vedno deluje, samo ima druge usmeritve, samostan de Notre Dame, ne. In tam so one imele šole, ampak samo za dekleta, ne. Mi smo imeli posebej, samo za fantiče, ne, smo bili v osnovni šoli. Tam je bila pa osnovna šola, pa je bila gospodinjska šola, pa ona so rekli trgovski tečaj, ampak v bistvu je bila tako ena vrsta dvoletne komercialne šole, ne, tako da so bile tri vrste šole, ne. No, in ne vem, katerem od teh ali vseh so imele tudi ves čas neko uro na teden v slovenščini. Ne, čeprav so štete tudi kot javne šole, ne, ampak z neko avtonomijo, ker so bile cerkvene, ne, niso bile državne, ne. In zato so tudi tolerirali kakšno slovensko molitve, kakšne besede, drugače pouk se je pa moral vršiti v italijanskem jeziku, tudi v samostanu, ne. Tako da se je tudi to razdelilo, bi rekli, ne. Prej ste še omenili očeta, mogoče spomin na njegovo služenje v prvi svetovni vojni. Ja, v prvo svetovno vojno je bil poklican kot 18-letni nabornik, dobil je, desetnik je postal, so takrat rekli, ne desetar, in je bil poslan na italijansko bojišče, in sicer del, ki meji na morje, ne. No, in tam je bil kot desetnik, torej to pomeni, da je imel 10 vojakov, ne, in so dobili nalogo, da uničijo neki italijanski bunker, ki je bil na enem gričku in je obvladoval celo okolico, ne. Zelo dober razgled, drugje je bila ravnina, tako da se skoraj nobeden ni mogel premakniti, ne, na avstrijski strani, da ni takoj zagrmelo po njemu, ne. No, je palo, da mora desetino, ki naj bi šla uničiti onesposobiti ta bunker, padla na mojega očeta in njegovo desetino, no. Ampak o tem ni hotel nič kaj govoriti, ne.
povedal je pa mami in mama je meni enkrat povedala, ne, da so se pač plazili skozi žične ovire in tam po trebuhu, da so prišli do bližine bunkerja in ga potem napadli najprej s ročnimi granatami, bombami, potem pa, bi rekli, jurišali na sam bunker in ga osvojili, ne. No in zaradi tega onesposobili, osvojili, da se je vselila potem avstrijska posadka tja in zaradi tega je dobil srebrno medaljo za pogum. No, to, kot pravim, o drugih stvareh, od vojne pa ni pripovedoval, ne. In tudi to sem jaz slišal iz maminih ust, kar je njej povedal, ne. Tako da se ni rad spominjal vojne, no. Ja. No, to srebrno medaljo za pogum je pa izgubil, oziroma ne izgubil, torej iz svoje lastnine je izgubil kot svojo lastnino, ampak ukradli so mi jo v gostilni, so pogovarjali avstrijski vojaki, stari, ne, kako je bilo, kje si bil ti in to, in je on omenil to svojo medaljo in to je bilo več tam teh ljudi, ki so se pogovarjali, je jo oče prinesel, ne. Je jo, potem ko so si jo ogledali, je jo dal na omaro ob šanku, kjer so bili kozarci in steklenice, jo tako dal, zvečer, ko je hotel vzeti, jo ni bilo več, ne. Eden jo je zmaknil in morda je v tisti hiši morda še zdaj imajo to medaljo ali pa so jo prodali, ker je bila srebrna in tako, kdo ve, kam je šla. Tako da ni, da tega... Se ni ohranila. Ja, ja. Prosim? Pravim, se ni ohranila. Ja, lahko se je ohranila, ampak ne v naši hiši, ne, v neki drugi, ne, v nekem drugem žepu, kjerkoli že. Kaj pa vaša šolska leta? Ja, ljubljanska šola je imela 5 razredov osnovne šole in s 6. letom smo začeli. Dobro se spominjam, kaj se je godilo na prvi dan, ko me je mama peljala v italijansko šolo. 6 let nisem si preveč predstavljal, kako in kaj bo. Slabo sem govoril italijansko, ne, zaradi tega, ker v otroški vrtec nisem hodil. Sedaj vsi hodijo otroci v otroški vrtec, takrat pa ne, jih je zelo malo hodilo v otroške vrtce in jaz sem bil tudi med tistimi, tako da mi je malo to manjkalo v 1. razredu, ker oni otroci iz vrtca so znali že šteti do 100, pa abecedo so znali, pa so pisali že tiskano abecedo in take stvari. In tisti, ki nismo bili v vrtcu, vsega tega nismo znali, ne. In oni so tudi malo boljše italijansko znali, ne. Jaz sem dosti se navadil od italijanskih gostov, ne. Pa ena družina je pri nas, oziroma 2 družine so pri nas stanovale. Mi smo bili v pritličju, nadstropje je bilo pa vse oddano, ne. 2 stanovanji sta bili in 2 gostinski sobi za prenočiščenje, vsako po 2 postelji, ne. No in ena družina je bila italijanska, ena družina oziroma samo mama in hči sta bile pa iz Gorice italijanske, ne, ki so takrat preselila, bi rekli, bolj v slovensko okolje, v Bistrico. Jih je kar nekaj prišlo iz Gorice, tudi družina Maraš, ki je bila tudi znana slikarka potem, Maraževa, tudi, mislim, nagrajenka menda Prešernovega sklada, če se ne motim, je tudi bila iz teh
priseljencev iz Goriškega, Vipavskega v Bistrico. Kot pravim, tukaj smo se čutili, smo živeli po slovensko, ne. Bistrica je bila že tako velika, ne, ni bila v primerjavi z drugimi vasmi ali kraji, ne, je bilo že par tisoč ljudi in je to že predstavljalo eno jezikovno tako moč, ne, da je vsak našel sogovornika, Slovenca, kadarkoli je hotel. Ja, moja šola se je začela s 6. letom in se spominjam tistega prvega dne, ne. Mama me je peljala po naši ulici iz te hiše, ne, že takrat sem že tukaj stanoval in seveda starši tu. In pri 3. hiši ob cesti od naše naprej sem slišal en grozen vik in krik, ne. In tudi tam je bil moj letnik, en fantič. In ko pridemo vizavi te hiše, je bila ena smešna slika, ampak mene je pa prestrašila, ne. Ta fantič se je držal z obema rokami za vrata, tako zunanja, ne. Z notranje strani ga je mama njegova hotela odtrgati in ga je porivala ven na dvorišče, zunaj pa njihova gospodinjska pomočnica, oni so imeli mesnico, ga je pa vlekla. Ampak on je tako grozno rjavel in tulil in pol, ko smo mama in jaz prišli vizavi in so rekla: "Vidiš, Ivkota, kako gre korajžno, nič se ne boji, ti pa tako tuliš." In takrat je pogledal, da sem čisto normalen bil, jaz tisto torbo oziroma nahrbtniček, ne smo imeli na rami, in se je takoj potolažil in je tudi potem njegova mama šla mirno z njim tudi v šolo. Osnovna šola moška je bila v sedanji Jurčičevi ulici in tam so nas razvrstili v razrede. In mi smo dobili, naši prvošolčki smo dobili tudi seveda učiteljico, Anita Dobrila se je imenovala. Učiteljica nas je imela 4 leta. V 5. razredu smo pa dobili novo učiteljico, ona je bila pa premeščena v prvo vas tukaj proti reki v Koseze. Ta učiteljica Dobrila, Anita Dobrila, že priimek je slovanski, zdaj ne vem. In škof se je imenoval Dobrila v Istri, ne. Torej, to izhaja, koren je dober, ne, iz dobrega, Dobrila, in tako da seveda govorila je italijansko, ne, jasno, bila je kaj čez 30 let, črnolasa, visoka, taka lepa, postavna, in kot pravim, 4 leta smo z njo pač potem se šolali. In v vseh teh 4 letih se ne spomnim, da bi niti enkrat kot učiteljica proti nam, v razredu smo bili seveda velika večina Slovenci, ne, domačini, Italijančkov je bilo zelo malo, ne, od tistih prvih prišlekov in tako, ne. In pa še tisti so bili nekateri dvojezičnega zakona, da so znali nekaj slovenskega, pravi Italijani pa seveda ne, ampak jih je bilo za eno peščico, ne. Tako da smo mi jezikovno prevladovali, učila nas je, kot pravim, vse v italijanščini, v odmorom pa smo mi kričali in se lovili in igrali po slovensko, ne. Pa nikoli ni, da bi ona kaj zaničljivega rekla proti Slovencem, proti nam, pa se vidi, da niste Italijani, ne, da ste Slavi, ki nič ne veste in ali kaj takšnega. Nikoli nismo kaj takšnega slišali, ne, od nje. Tako da na to učiteljico imam zelo lepe spomine. V 5. razredu smo pa dobili novo učiteljico,
Ta je bila pa naša gore list, ne, je končala iz okolice Bistrice, z ene vasi je končala učiteljišče. Seveda je govorila italijansko, učila italijansko. To je razumljivo, drugače ni mogla oziroma niti ni smela, ne. In je pa bila, po značaju je bila taka bolj ironična, posmehljiva, da nas še nismo kaj znali, ja, ti po italijansko seveda govorila, ti se kakšno tako besedo, no. Ni bila prijazna, nikoli se ni zasmejala, stroga, taka je bila, tako da ko noč pa dan v primerjavi s tako, bi rekli, s prejšnjo Dobrilo, ne. No, ma drugače, nič, da bi bila kakšna, tudi ona, kakšna, bila toliko potujčena že, recimo, tam v učiteljišču italijanskem, da bi kaj proti Slovencem kaj rekla, zaničljivega ali kaj takšnega, to nismo nikoli slišali. No, ko smo končali 5. razred, sem se vpisal v 1. razred nižje gimnazije. Je bila seveda italijanska, in sicer na današnjem, kot mi rečemo, na placu, je bil gasilski dom in gasilci so imeli samo spodnje prostore, to garažo pa to. Gornji prostori je pa bila 3-letna srednja šola, škola Media, so imenovali, srednja šola, Gabriele D'Annunzio se je imenovala. Gabriele D'Annunzio je bil pa znan fašist in znan italijanski pesnik. Je tudi prevod za časa menda še Jugoslave, so njegovo pesniško zbirko eno prevedli v slovenščino, ne. Kot pesnik je bil dober, ampak je znan po tem, da je po 1. svetovni vojni so Reko proglasili kot odprto mesto, mednarodno pristanišče in da bo tako samostojna enklava v Italiji, ne. On je pa s svojimi fašisti vdrl, prevzel oblast v Reki, nobeden se ni uprl in tudi Reka je potem popolnoma prešla v italijanske roke, ne. Potem je on znan, da tu so mu dali tudi Conte di Montenevoso, ne. Snežnik so preimenovali v Montenevoso, to se pravi sneženi hrib, ne. In on je bil Conte, ne, kot nek plemič tega hriba. Ilirsko Bistrico pa so preimenovali v Villa del Nevoso, ne, mi bi rekli kraj pod Snežnikom ali nekaj takšnega, ne. Tako da je bilo Montenevoso in Villa del Nevoso smo se mi imenovali, ne. No, da se vrnem v gimnazijska leta. Tam sem jaz dobil prvič klofuto od sošolca Italijana, ker sem govoril slovensko med odmorom. Ta sošolc se je imenoval Sergio Russo in je bil sin sekretarja politične stranke v Bistrici, ne. In je tudi sin seveda bil tak zelo velik Italijanaš ali fašist, bi rekli, ker je imel takega očeta. In to je bilo v enem odmoru, je bil ta Sergio Russo je bil, vsak dan je bil eden od nekako dežurni razreda, je skrbel za tablo, da čista, pa je šel po gobo, pa krede je prinesel, pa take stvari. Pa tudi na tablo napisal tistega, ki je v odmorih razsajal ali kaj divjal in tako. No, in odmor je bil, jaz sem bil tukaj blizu table in katedre, kjer je tudi ta Russo bil, ker itak sem bil pri teh manjših, smo sedeli v prvi vrsti in zmeraj starejši oziroma ne starejši, večji, ne, po rasti, so bili pa v teh zadnjih klopeh, no. In jaz sem nekaj, pa oni v tem odmoru po slovensko si nekaj
kričala, on je bil na koncu razreda, jaz tukaj pri tabli, in ta Sergio Russo je to slišal in mi je dal eno klofuto in rekel, qui si parla italiano, ne, tu se govori italijansko, ne, to je bila stara, tista taka psovka, ne, qui si parla italiano, ne. Ne psovka, tako geslo v bistvu, ne. In kaj sem hotel, ko biti tiho, ne. Ne bi se imel kam pritožiti, kdo bi kaj bi povedal, da kaj sem govoril in da nisem to boga, da nisem to slišal, da se ne sme govoriti in tako sem požrl to klofuto. To klofuto sem videl še enkrat, ampak ne v šoli. Zdaj, to je bilo kasneje, morda sem takrat imel že kakšnih 12 let, in sem bil zunaj, je bil en dopoldan, sem zunaj stal, lepo vreme je bilo lepo, ne vem, ali je bilo poletje ali kaj je že bilo. In precej ljudi, pivcev je bilo, eni so šli v gostilno, eni so odhajali, pa so se tam kaj pomenkovali in tako, ko se pogovarjajo, posebno, in je bila sobota. V sobotah so pa fašisti imeli take, ko ene manevre, ko ene vaje, sabato fašista so rekli, ne, fašistična sobota. Tudi mi, otroci, smo morali, pa smo marširali in tako. Jaz nisem hodil, zato me je komisarjo, politiko klical na zagovor, smo šli z mamo, bom potem še morda to povedal. No, in zunaj je bil tudi dentist iz naše ulice, Konrad Pavšek se je imenoval, je tudi stal zunaj, je vsak dan prišel za malco ob 10. uri na eno osminko vina. In naenkrat so ljudje in tudi jaz zagledali, kako iz bivšega Sokolskega doma, ki je bil preimenovan v Casa del Fascio, fašistična hiša, maršira ena skvadra, so rekli Italijani, ena četa fašistov. In prvi je nosil prapor, Gagliardetto so oni rekli, fašistični, in so marširali in tukaj na križišču zavili na cesto, ki vodi v Jasene. Vsi ljudje, ko so bili zunaj, ko so videli, da marširajo, so jo popihali nazaj v gostilno. Ta Pavšek je pa ostal tam. Je ostal pred hišo in gledal, kako marširajo. Kar naenkrat, ko so prišli vizavi njega, eden od fašistov skoči ven iz vrste, priteče do njega in mu da več eno ali dve klofute in zakričal il Gagliardetto si saluta. Ta prapor se pozdravi, kadar gre ta prapor, ki ga je eden pred četo nosil. In je šel nazaj v vrsto in so odmarširali, kdo ve kam. No, je ta Pavšek Konrad je prišel vsa rdeč noter v tisto gostilno, mama je bila pri šanku, kuhenskem, je rekel, ste videli, gospa, kako me je odsvrkal? Ja, je rekla, pa ste videli, da so vsi ljudje prej, ko so zagledali fašistov, vsi jo popihali ven z dvorišča, samo vi ste ostal tam. Zakaj niste tudi vi šel proč? Ja, kaj bom jaz pred njimi bežal, kaj bi oni komandirali, ki sem jaz lahko. Ja, je rekel, zato ste pa dobil klofuto, kako je, Nimamo nobene moči, da bi karkoli se pritožili, komu se pritožiti. Kaj to je bilo? To je bilo, seveda je to veljalo, ne samo za Slovence, to je veljalo tudi za Italijane, po celi Italiji so morali vsi pozdraviti fašist, roko tako stegnjeno, Nemci so tako pozdravili, Italijani pa tako, No in tako se je končalo ta klofuta, ki sem jo jaz dobil in ki je jo dobil dentist Pavšek, No,
kakšnih drugih takih izgredov, kot sem že prej na začetku rekel, pa v naši provinciji ni bilo, razen tiste izjeme, ko so prišli z reke, da bi razbili verjetno Sokolski dom. Kam ste šli pa naprej v šolo? Ja, potem To je bilo, katerega leta ste prišla, zaključili gimnazijo? potem je bila kapitulacija Italije, ne, 9. septembra 1943. leta in v trenutku italijanske šole ni bilo več. Vsi italijanski učitelji so odšli, ne, odšli v razne kraje Italije, od kamor so prišle, tudi naša Anita je šla, kasneje sem zvedel, ampak čez leta, da se je ustalila v Trstu, ne. In To se pravi, vi in je ste... bilo, bi rekli, skoraj izgledalo, da ne bomo imeli nobene šole. Ampak prej sem omenil samostan de Notre Dame. In mame razne take bolj aktivne, seveda, so se organizirale in šle v samostan in tudi k dekanu župnije za pomoč, ne, da je treba narediti, nadomestiti italijansko šolo s slovensko, ne, in da je to možno v samostanu, ne, ker so imeli, ja, ampak samostan je imel pa žensko, ne, je bil samo za ženske, no, in pol s pomočjo dekana in to, so se v samostanu dogovorili s sestrami in praktično v enem mesecu so sestre pripravile osnovno šolo, meščansko šolo in nižjo gimnazijo, ne. Tri šole. To naj bi bilo še v letu 1943. 43, ja, tako. Konec septembra, do konca oktobra so že vsi tisti, ki so bili že šoloobvezni, ker to ni bil en začetek tako uraden, ne, ampak šola se odprla in potem smo capljali. Vsi niso niti vedeli, ne, so slišali še 14 dni, da je šola v samostanu, ne, in smo se zamudili. Se spomnim, sem prišel jaz pa en moj prijatelj tudi iz naše ulice, smo skupaj prišla, tudi z eno zamudo, morda kakšnih 8 dni, potem, ko so prvi učenci že bili, so se že šolali. In prva stvar, kar nas je takratna sestra, ki je učila slovenščino, vprašala je bilo, nam je dala eno šolsko knjigo, slovensko, in iz časa Avstrije so bile tiste knjige in to. In so rekli, naj prečitava, ne, tako da vidimo, kako znamo, ne. No, me je pohvalila, jaz sem zelo bral tudi italijansko in slovensko knjige, tako da sem kar dobro znal brati, ne, čeprav sem prvič stopil v slovensko šolsko klop, ne. Zdaj pri temu moram nekaj reči, ne, v zvezi s knjigami, slovenskimi knjigami v času Italije. Uradno ni bilo nobene knjižnice slovenske, ne samo uradno, niti neuradno ni obstojala, nič, ne. Ampak slovenske knjige pa so se na Primorskem tiskale do leta 1940. 1941 je začela vojna, zaradi tega je bilo 40, imam jaz kar precej, kar en kup slovenskih knjig, ki so izhajale slovenskih, ki so izhajale v času Italije in jih je izdajala Mohorjeva družba v Trstu in Gorici, ne. In zopet to so imeli, to je bilo uradno dovoljenje, to ne so bile skrivne knjige, so bile javne, ne. In smo, tisti, ki je hotel, jih je kupoval, ne. So se prodajale, ne. Torej, Italija je dovoljevala te. Seveda, ker so se tiskale v Mohorjevi družbi, ker je to ena cerkvena, bi rekli, ustanova bila, ne, so seveda do tega bili
če bi kakšna privat družba bila, kakšen privatni, bi verjetno mu prepovedali. Ne morem soditi, ampak prej bi rekel, da bi mu prepovedali. Tu je bilo pa neka toleranca do slovenske cerkve, ne. Da tudi lahko tiska knjiga, da jo lahko prodaja in da jo lahko mi beremo, ne. In brat od mame, ki je pa bil v Ljubljani, zdravnik za časa po drugi svetovni vojni, ne, je tam doštudiral, je, se spomnim, enkrat poslal tak paket je prišel. Samih slovenskih knjig po pošti, ne. Otroških, ne, smo bili mi še otroci, vsi trije, ne. In smo po pošti dobili normalno, nobeden ne zavrgel ali to, in smo imeli svojo, bi rekli, slovensko knjižnico. Pri nas ni bilo primera, da bi Italijani morda v kakšno hišo vdrli pa zažgali slovenske knjige, ne. To so počeli, kot sem že prej omenil, precej v Tržaški in Goriški provinci, ne, in Puljski za hrvaško Istro, ne, je bila. Tukaj tega ni bilo. Nikoli se ni zgodilo, da bi kakšne knjige prepovedali. Torej, prepovedale so bile že politične, ne, ker Italija je bila diktatura, fašistična, ne, diktature pa ne poznajo kot svoj sistem, ne, drugo je vse sovražno. Ampak to je veljalo za celo Italijo, ne samo za nas, ne. Mi nismo bili izjema. Vsi zakoni, ki so bili sprejeti, so veljali tudi za nas, ne. Za Italijane je bilo to normalno, ne, ker je bil italijanski zakon v italijanščini, ki so kakor toliko poznali, za nas pa ni bilo normalno, ne, ker te zakonodaje nismo poznali, prej je bila avstrijska, je bilo drugače urejeno, ne, kot italijanska. Tako da, ampak kakšnih pogromov proti slovenski knjigi ni bilo nikjer, ne. Govorim vedno o provincia di Fiume, torej za Reško provinco, ne. Ne vem, zakaj je bilo to, morda zaradi tega, ker Bistrica je bila že takrat, kaj jaz vem, je imela tam čez 2000 ljudi, ne, je bila nekaj, je bil že en večji kraj v primerjavi z drugimi vasmi, ne, in je bila ta koncentracija Slovencev na manjšem prostoru tudi toliko močnejša in toliko bolj smo bili samozavestni, ne. No, vasi pa so imele to prednost, da niso vsak dan, da so pač orali po slovensko, sadili krompir in to Italijane pa ni motilo, ne, tako. Vi ste omenili, da ste imeli tudi brata in sestro. Sta bila mlajša od vas? Ja, oba sta bila mlajša. Brat je bil srednji in sestra je bila zadnja, ne, tretja. Kdaj pa sta bila Ona dva rojena? sta bila rojena kasneje, tako da nista nikoli občutila italijanske šole, ne, in so hodila v to samostansko šolo, ne. Potem, ko sta postala učenca ali pa dijaka, in tako da teh stvari pravzaprav, kaj se je godilo za časa Italije, ne, zaradi mladosti, se zelo malo spominjata, ne. Ker sta bila. Kako pa se je tukaj občutil začetek vojne leta 1941? Kako ste ga občutili? Se spomnim, kako smo stali tukaj na dvorišču in gledali italijansko vojsko, ki je odhajala proti reki, ne, in ker se je začel napad na
kraljevino SHS, ne, Srbov, Hrvatov in Slovencev, ne. In se spomnim, dosti ljudi, tudi iz gostilne, ne, smo tukaj stali in gledali. Tu je bila vojska vojska iz časov stare Avstrije iz leta 1918, ko se je končala Prva svetovna vojna. Oboroženi so bili s orožjem iz tistega časa, ne, iz Prve svetovne vojne. In v glavnem je bila to vojska, ki je šla peš, hodila, ne. Ogromno jih je hodilo, ene 3-4 dni, ne, smo gledali. Tako se je začela vojna, ampak ni bilo nobenih spopadov, ne, ker so stara jugoslovanska vojska je kapitulirala takoj in se vse razbežalo. Kralj in kraljeva družina je zbežala, ne, v Kairo naprej, pol so se preselili v London do konca vojne. In tako da je se tisti teden, no, ko je to vojaštvo hodilo, smo se nekako bali, mislim, da se bo pa tukaj, mi smo bili blizu meje, ne, če bo jugoslovanska armada, tudi kraljeva, tudi se tako pripravila, bomo tukaj bili v prvi liniji in res en par vasi so izselili Italijani, ne, za vsak slučaj, da če bo do tega prišlo. Ampak, kot pravim, ne je bilo nobenega odpora in je vojna za nas leta 1941, ki je začela, bila pravzaprav, jo nismo čutili. Seveda poklicanih je bilo, tudi Slovencev, ne, kot vojni obvezniki, italijansko vojsko, takrat so jih nekaj več poklicali, ampak kaj drugega ne je bilo. In so ljudje rekli, no, če bo cela vojna tako trajala v takem miru, kakor je zdaj, skoraj 1 leto, je že mi normalno vse deluje, nič ne slišimo, nobenega strela, nič ni. Ampak, da grem iz tega bi rad razvil potem, kaj se pa namesti te vojne, kot smo jo pričakovali, pa je ni bilo. Ampak se je začelo šušljati in naši gostilni, ne, ker smo imeli predvsem vaške goste, ne, iz bližnjih vasi, da so začeli ljudje, ki so prihajali v gostilno, šušljati, da vidijo, da je nekdo videl ali slišal, ali nekako, da je nekdo drugi povedal, da se vidi neke četnike po gozdu, ne, ljudje so hodili v gozdove, pa na razna druga delanja, na košnjo, v visoke tam travnike pod snežnikom. In da se pojavljajo neki četniki, da jim pravijo četniki. Ampak počasi se je to ime četniki nekako zmanjševalo in se je začelo govoriti namesto četniki partizani. No, in takrat je, lahko rečemo, ne da je začela kakšna vojna, ne, ampak so začele neki znaki, da bomo tudi mi neko vojno, nismo še vedeli, kakšno tudi mi občutili, ne, če hodijo neki oboroženi tam po gozdovih, to ne hodijo zaradi miru, ampak hodijo zaradi tega, kar pač vsaka vojska ali vojak hodi in deluje. No, in iz tega se je potem seveda, tu so bili partizani, ki so prišli iz Slovenije, ne, tako bi rekli, neka skupina,
potem je preveč podrobno, no, ampak to skupino so tudi na nanosu Italijani obkolili, ne, in so jih precej, so takrat jih nekaj pobili. Tudi enega sem jaz poznal, ker je bil vajenec, mesarski vajenec, ki ste mu omenil soseda, ki ni hotel iti v šolo, je bil oče mesar in ta fantič je takrat bil 16 let, nekaj starejši od nas, ne 3-4 leta, ampak ko je bil odmor, ko je imel odmor, ne, je se z nami igral, tako da se smo poznali. Je bil od nane kasneje partizanska družina Maslovih, ne, ki je delovala na tem. No, in ta je bil tudi, ta fant je bil tudi na tistem nanosu, ali morda kasneje, ampak mali tudi ubit od Italijanov, tako da nismo ga nikoli več srečali. No, tako se je začela ta prvi znaki vojne tudi pri nas, ne. No, To je bilo že v letu 1942. Ja, to je pa potem to, kar sicer vsi vejo, ne, kako se je razvijalo partizanstvo, kako je potem Italija kapitulirala, kako so prišli Nemci namesto Italijanov, ne, in kako je bilo tudi pri nas vojna, ne klasična vojna, ampak ta, bi rekli, partizanska vojna, ne, ilegalna vojna, vstajniška vojna, kakorkoli kdo imenuje. Je zajela tudi naše kraje in trajala do konca oziroma še po drugi svetovni vojni, ne. Po kapitulaciji Italije, ko so prišli Nemci, kako ste pa to občutili? Ja, to je bila posebna zgodba, ki se je odigrala tudi s prihodom prvih Nemcev v Bistrico v naši hiši. Ne vem, od kje so prišli, ampak torej še prej moram reči, partizani so potem splošno mobilizacijo naredili, ne, vsi moški do 60 leta so morali javiti v italijanskih vojašnicah v Bistrici, ker so dobili orožje in municijo in neke uniforme, tudi italijanske, ne, ker so Italijani vse pustili, ne, golorok šli proč, ne. Je ta mobilizacija tudi mojega očeta zadela, ker je bil pod 60 let star, ampak ni bil več vojaški obveznik, ker mu je manjkala ena ledvica. Mu so izrezali ledvico, ker je bila kamni. Kamni so tako veliki bili tudi zaradi časa po prvi svetovni vojni, ne, bolj slabše razmere, zdravstvene in take. So se mu tako razrasli, da niso mogli operirati, ampak celo ledvico. Zaradi tega ni bil več vojak, ne. Ampak takrat, ko je bila ta partizanska mobilizacija, po kapitulaciji Italije, je bil tudi on moral iti, je tam povedal, no, ma so rekli, puško in municijo pa lahko ti damo, ne, no, boš kot partizan, boš pa skozi okno vaše hiše strelil, če bo treba, ne. No, je prišel s to puško in municijo in v tem kotu, tam, sicer je bilo drugače, kot je zdaj, ne, narejeno, je bila taka mizica in na mizico je tako naslonil to puško in municijo zraven, ne. No, in potem naenkrat se je zaslišalo streljanje, ne, v smeri tja dol, bi rekli, po cesti, ki vodi v Ribnico, v vas Ribnico in pa naprej v Trst, v Remsko dolino, po Remski dolini, streljanje, ne. In tisto streljanje zmeraj bilo bližje in naši ata je rekel, ja, se bliža, to je že blizu.
nekaj se godi, najboljše, da gremo v klet. Je zaklenil vrata in smo šli v klet. Mi imamo zelo velika okna, ko ste videli po roletah in to. Tudi takrat je spustil rolete, zaprl in zaklenil vrata od hiše in smo šli dol. Jaz, ko smo bili v kleti, nisem imel še 12 let. Sem rekel, ate, pa puška. Ojoj, šmarija, je rekel, pa res puška je gor, pa municija. Sem rekel, bom jaz to odnesel. Sem stekel gor, zagrabil puško in municijo in šel nazaj v klet in skozi tam ne na cestno stran, ampak na dvoriščno stran, tam tukaj za vašim hrbtom, no, sem skozi lino tisto puško in municijo odnesel tukaj je en potok in sem oboje trešnil tja, ne vem, ali je padlo v grmovje ali v potok, v vodo in to. In nazaj potem prišel v klet. V tem času, ko sem prišel nazaj v klet, sem slišal en grozen ropot. In sem kleti, nesli, da bi ostal dol, no, sem pretekel gor in skozi roleto, ki kaže na to, gledal, ne, sem predignil tiste od rolete, in zagledam en strahotno velik tank. Mi smo bili vajeni italijanskih tankov, so bili taki mali, 2 človeka noter, taki na pol ta miza velike, nič ne od tanka. Meni se je zdelo, da ne vidim več ceste, da tako gromozanski, no. In sem hitro stekel dol, sem rekel, en tank prihaja in pol je strašno ropotalo. In čez en čas je vse utihnilo. Jaz sem predno sem še tisti tank zagledal, je en tovornjak, italijanski vojaški, poln partizanov, pripeljal in proti tukaj, kjer ste zapeljali noter, vas Jasen, tja proti, rečemo, proti vas Jasen odpeljal. Toliko jih je gor, ne, tako da, ko je zavijal, sem rekel, da se bodo tiste stranice zlomile in da bodo vse popadali ven, ne. No in po tistem kamionu sem pol zagledal ta tank nemški, ne, in to, oni so bežali pred tem tankom, ne, tam. No, in mi ostanemo v kleti in čez en čas začne razbijati po vratah, ne. Je rekel, razbijajo po vratah, ne smo vedeli, kdo razbija, ne. Tisti tank, ki sem jaz povedal, smo seveda računali, da so to Nemci, in se smo odpravili vsi gor, ja. Najprej je šla mama, pa je nesla 4-letno sestrico v naročju, pol je šel ata in pol je šel, pol pa jaz pa brat, ne. Pridemo na vrh stopnic, tam je stal tako na vrhu razkoračen, tako da na zidu, s pištolo v roki, ne, v črni uniformi, nemški tankist, ne, in je rekel, zakaj ste zaklenili vrata? Pa je rekel, pa povsod je nekaj streljalo in kaj ćemo narediti? Pred nemško vojsko se ne zapira vrat, je tako kričal, ne. In tisto si ne dal dopovedati in tako smo stali mi pod stopnicami, ne, on, torej na vrhu, ampak on je bil nad nami, ne, in kričal dol. In mama v enem trenutku, ko je on tako stal, je enostavno in pod roko mu je šla naprej in v gostilno. In ata za njo in vsi mi. On je pa ostal tam, tako razkoračen z rokami. V gostilni so bili že nemški vojaki, so si mazali na njihov komisni kruh, njihov ponavadi marmelado pa margarino.
pa neke škatlice so imeli in eden je stal za šankom in je točil te krigeljne s ročajem, ne, polovico vermuta, polovico sifona je natočil. In tu je mama prišla, no, in poljata, je rekla mama, puste, bom jaz servirala, sem jaz gospodinja v tej gostilni in tu. No in prišel ti vojak, proč je tudi on začel jesti, in je ona, kolikor so zahtevali, pač točila. Pri šanku sta pa ostala komandir nemški od teh vojakov, ki je bil in tovornjak, poleg tanka je bil še in tovornjak vojakov, 10 recimo jih je bila, in en civil, ki je rekel, da je tolmač, da zna 4 jezike, italijansko, slovensko, nemško in hrvaško, ne. In da so ga kasniki dobili v Trstu menda in kot tolmača, ki je bil uradni tolmač tudi za sodišče in to, in so ga vzeli s sabo, da bo pač govoril, če bo treba, kakšne nemške povelje ali karkoli prevajati slovenščino. No. Hiše niso nič preiskali takrat. Prosim? Hiše niso preiskali. Ne, nič sploh ne. Niti ne so bili gor, niti v klet ni šel pogledati, ne. Lahko bi se dol 100 ljudi skrivalo. Klet je tako velika, kakor je hiša. Kakor je hiša, tudi je spodaj klet, ne. In Komandir? Ja, mama je rekla v enem trenutku, beži po še eno steklenico sifona, ker je zmanjkal, ne, ti so stalno ta sifon mešali z vermutom, ti vojaki, ne. In jaz tečem dol in je on še vedno tam stal. Tako kot smo ga tam pustili, ne, s pištolo v roki. In jaz grem spet pod njegovo roko, nekaj je zabrundal za mano, nekaj kakor en frfluhtaš, ne vem, nekaj je. In jaz sem vzel steklenico in to bila taka velika steklenica, 2-litrska, jaz sem z obema rokami držal, nek sem bil majhen, 12 let, in grem počasi s to steklenico gor in on pogleda. Me pogleda, se obrne in gre pred mano ven. Jaz sem zavil v gostilno, on je zavil pa ven. Pištolo pa si je dal v tok, ne, za pasom. In ga ni bilo več. Vsi so pili in jeli, on ni pokusil, ne nič, ne. In ko so končali, vojaki so šli ven, ta komandir nemških teh vojakov, pa oni so pa plačala. Ker sta tam pri šanku spila. Vojak ne nabeden plačal, ne seveda. In mi je rekla mama, ja, pa kaj bosta bila plačevala? Ste videli, vojaki so si stregli same in pol sem jim stregla jaz in tako. Ja, je rekel, vojaki so drugo, mi smo navadni vojaki, mi dva nismo navadna vojaka, ne, tako bolj v hecu je rekel. No, ampak so plačala in šla in se so odpeljali. In potem sem jaz razmišljal, ne takrat, čez leta, zakaj je ta, ko so že vsi vojaki jedli notri, pili, še vedno tam slonel s pištolo v roki. In potlej sem tisto, do tega sem si prišel in mislim, da je točno. On je čakal, da bodo vojaki pojedli in šli ven. In ko bi šli ven, bi on očeta ubil, ne. Ker je zaklenil nemški vojski vrata od hiše. In je čakal, naj ga to takoj streljati, ker bi vojakom pokvaril apetit in tisto. In je tam čakal. Ko pa sem jaz s tisto steklenico, ne, tega sifona, pa ga nekaj primil, ja, pa sej nam strežejo, sej morda pa ne so sovražni ali ne vem kaj ali tako. In je on
odpustil očetu in šel ven, ampak noter pa ni hotel biti in to. In da je res čakal, da bi nekoga najdel, da bi ga ubil, ne, je dokazal, potem je ta kolona šla do reke. Na Matuljah je bila na levi strani, Matulji so en kraj pred reko, ne, je bil ena trgovina s prehrano, tudi tam domačin, in naši se so z njim poznali, s tem gospodarjem, ko je hodil v Bistrico nabavljati, ne, za svojo trgovino, se je pri nas vedno ustavil, ne, ata je bil napol Rečan, ne, sem povedal, da je bil rojen tam, ne, in so tako razumela. In ta bogi človek, ko je slišal, da gre tam proti njihovi hiši en grozen ropot, ne, slišal je tank, ta isti tank, je tekel ven in zagrabil roleto in zaprl to izložbeno okno trgovine. Takrat je tank prišel, da je videl, so poslali rafal in ga ubili, da je padel. To je ta isti tank, ne, ki je šel od nas. Ne. Tako da je on ga je držalo, da mora nekoga ustreljati. Ne. In ta je bil dobrodošel, ki spet je pred Nemci zapiral celo izložbo, ne samo vrata. Ne. In so ga ubili. No in potem ti Nemci, ki so odšli, je bilo spet brez vojaštva Bistrica. Partizani so šli, kot sem povedal, ne, so umaknili Bistrice, Italijani so že prešli, Nemci so samo čistili cesto, ta mala kolona samo čistila cesto, ne, tako. In je potem pa v ta prazen prostor pa je prišla Šercerjeva brigada, so takrat govorili. Mi nismo poznali še ta imena, ampak so rekli, je prišla Šercerjeva brigada v Bistrico, spet iz Slovenije, ne, čez Mašun, če ste zdaj slišali verjetno to besedo, čez Mašun, na Mašunu se marsikaj vodilo, ne. Taka gorska pristava, ne, Logarska, zdaj je turistična točka. In so ti, kaj se hoče reči, Kako so prihajali? Šercerjeva brigada. In za njim je prišlo celotno partizansko vodstvo, tudi Kardelj, in to v Bistrico. In so stanovali v hotelu Zlati fazan, po slovensko, Italijani so imenovali Fagiano d'Oro, in so tam spali, to vodstvo, ne, in baje načrtovali pohod na Trst, Bistrica na Trst, spotoma, da bi mobilizirali vse, kar gre, ne. Ampak iz tega ne je bilo nič, ker so Nemci, pa ne ti, ki so samo čistili cesto, ne, ampak so pa prišli pravi, bi rekli, garnizonski vojaki, tisti, ki so hoteli pač ustanoviti v Bistrici nemško garnizijo, ki tudi so jo ustanovili, dokot ni bila do konca vojne, ne. Je bilo en dan enega streljanja, ne, tukaj po Bistrici, mi smo spet bežali v klet, ne. Ate je šel gledat na lino, ki kaže, kje proti, je rekel, je videti Nemca, ki je bil drevored kostanjevih dreves, divjih kostanjev, da od drevesa po cesti tisto se približujejo drevesa do drevesa naših hiši, ne, ki so tukaj imeli pač partizani tudi. A je bilo to že leta 45 ali 44? Ne, 43. A ja, takrat še, malo po odhodu Italijanov, kapitulacije. To je še vedno september, še vedno september 43, ne, to. No, in potem
in so se to partizansko vodstvo in ta Šercerjeva brigada umaknili in do konca vojne, do leta 1945, seveda smo imeli nemški garnizon. Ne. Kasneje so se pridružili Nemcem Nedičevci, ne, to je bil srpski dobrovoljski korpus, na kratko se rekli Nedičevci, ker je bil njihov komandant Nedič. Ne. In so prišli v Bistrico, en Poljak je prišel v Bistrico, eden pa menda v Postojno ali Pivko, ne vem, kam že. In so prišli dvojni četniki, četniki vojvode Đujića in četniki vojvode Jevđevića. Oba sem videl po Bistrici, so se sprehajali. Jevđević je bil visok, pa s palca je hodil, nekaj je imel poškodovano nogo, je hodil vsak dan na sprehod, tukaj mimo naše hiše, pa malo tja naprej, pa enega stražarja je imel, pa velikanskega psa, ne, s seboj. Đujića se pa redko videlo. Đujić je bil pa pop, ne, je bil pa komandant druge formacije, ne. Jevđević je imel četnike, ki so bili Srbi, ki so živeli na Hrvaškem, ne. Medtem ko Đujić je imel pa četnike prave iz Srbije, ne. In se so tudi po uniformah razlikovali. Ti srbski od Đujića so imeli one kučme, ne, iz ovčetine, ne, take šubara so rekli oni, medtem ko ti hrvaški četniki, Jevđevićevi, so pa bili kot vojaki, ne, bolj vojaško, tudi kape so imeli, staro jugoslovanska vojska, ne, edine znaki so bili drugi, ne, to so bili vojaki generala Mihajlovića, ne, in tako. No, To se pravi, bojev praktično tukaj ni bilo. Ja, tisto, kar sem omenil, ne, Tako. na začetku, ne. To je bilo nekako Ja. vse. In dvakrat, ne, prvič, Ja. ko je prišla ta kolona s tankom, ne, Ja. in drugič, ko je prišel garnizon nemški, da se bo pač ustalil v Bistrici, ko so trčili na to Šercerjevo brigado v Bistrici, in je spet bilo nekaj, en dan pa eno noč bojev, no, je bila tako. Potem do konca vojne ni bilo več nobenega boja, ne. Najhujši boji so pa pri nas vodili potem, ne, ob koncu vojne, ne. To je pa spet zgodba, mi smo takrat zbežali iz hiše, ne, pustili vse odprto, ko kasarna je bila, ne, zbežali v Knežak. Mama in vsi trije, ata je ostal tukaj do konca, ko je začelo padati, je zbežal tukaj še pod most in tam nekam ob enem potoku in v Bistrico tam henim. No, Zakaj ste bežali? Ja, zaradi vojnih spopadov so se začeli takrat, ne. Je bilo v Reki, se je formiral nemški vojaški korpus iz vseh raznih vojašnih in garnizonov iz Dalmacije, ne. In jih je bilo približno 20.000, ne, nemških vojakov. In oni so naredili načrt, da bodo iz Reke prišli v Bistrico, iz Bistrice naprej proti Ljubljani in dosegli Avstrijo in se tam predali anglo-ameriški armadi, ne. To je bilo proti koncu vojne, ne. To je bil popolnoma, jaz takrat sem rekel, da to je nemogoče bilo, ne.
Partizani so bili že povsod, ne, že na avstrijski meji in to, ampak ti ljudje tukaj niso nič vedeli, nemški, mislim, so izgubili vsaka tista, nobenih relacij ni bilo, vse linije so bile prekinjene, ne, in niso vedeli, kaj se pravzaprav vodi, ne. No, naši, namesto da jim bi pustili, ne, da se počasi razlijajo kje proti Ljubljani in to, so jim pa zastavili pot, ne. In tako se je pa tukaj po Bistrici pa začelo, pa zares prava vojna, ne, ki je trajala približno en teden, ne. Tu so bili ulični boji od hiše do hiše in mi smo zbežali, kot sem prej rekel, najprej v Knežak. Pol so tam začeli govoriti, samo en dan smo prespali v gostilni Urbančič, so tudi imeli gostilno v Knežaku in so se poznali s mojimi starši. In vsi štirje, mama in mi otroci, vsak svojim nahrbtnikom smo prišli k njim, ne, in so nas tam sprejeli, smo dobili sobo, tudi kosilo, večerjo. In drugi dan so začeli govoriti, da pravzaprav v Bistrici ni nič več, da je vse mirno, ne. No, pa gremo domov, je rekla mama, ne, in smo šli. In pridemo v Bistrico, res Nemcev ni bilo, ne, mir je bil, smo po cesti prišli, nobenega streljanja, nič, ne. In zjutraj, dopoldne pridemo, pred hišo je stala partizanska avtoblinda in en oficir je bil in smo tam gledali, tam na avtoblindi pravi eden, saj veste, kaj avtoblinda, ne, kot tank, ne, blindirano vozilo, je gledal na daljnogled, ki je bil pritrjen, jaz se ga tako gledalo, ne, evo, nemška desetina, pravi, kako grdo v gostjem redu, čez železnico pa tja na enem vlaku, je bila čistina, so eden za drugim šli. Pa pravi en drugi, ja, pa jim pošlje en tisti, en rafal, ja, je rekel, so predaleč, ne dosežem, ne. In pol pravi meni, bi jih ti rad videl? In jaz sem splezal na ta tank, ne, oziroma blindo, in sem pogledal in res tako mičkeni so bili, ne, tako daleč so bili, tako majhni, lepo eden za drugoma usmerili lesovnico, tam so šli tako, tovarne lesovnic, ne. No, in nekako smo, vse je bilo odprto, ne, partizani so bili po sobah tu, spali, ležali, sedeli, kakor je kdo bil, je bil. In temu komandantu pravi, ki je bil tam kakor da je komandir na vseh teh, pravi, mama, kaj nam svetujete? Mi smo prišli iz Knežaka, ko smo zbežali najprej v Knežak, pa so nam rekli, da ni konc, da je že konc. Je rekel, ni konca, ne, je rekel oficir. Pa kaj naj naredimo? Je rekel, veste, 20,000 jih je. Nas je pa zelo malo, ker je vse šlo v Trst, ne. Vse je šlo zasedati Trsto, da bi prej prišli v Trst, kakor Angloameričani, ne. Je rekel, mi bomo še morda danes malo zdržali, pol gremo v Mik, v Bistrico pridejo Nemci. Pa kaj smo naredili? Ja, je rekel, vi ste prva hiša tukaj, ne, to je prva bojna linija, ne, prva hiša na križišču, boljše, da greste. In smo šli, rečemo mi, Gornji krej, gornji del, ne, po slovensko, stari del Bistrice. Tam smo poznali eno družino in smo drugič tja zbežali, ne, a ta je pa spet tukaj ostal, ne, da bo do konca. Ma kaj boš branil, je rekla mama, saj vidiš, da so odprto, vsak lahko pride noter, kamor gre, ležijo po poslah in to. No, in smo potem
te boje dočakali, te zadnje boje dočakali tam pri teh. Ne. Ko smo prišli, tukaj sem rekel, je bilo drugače narejeno, no, približno 2/3 tega prostora je bila spalnica od mame in ateta, ne. Jaz in brat smo imela tam zad, ne, samo bilo malo večje. Sestrica je pa bila na svoji postelji tukaj pri mami in očetu. In ko pridemo, je na posli ležal nemški mrtvovojak. Granata je pala tukaj na križišče in mu je zdrobila obe nogi. In so ga prinesli noter, ga dali njegovi so vojaki, ne, Nemci, in so Marsa pobrali ruha in mu povideli, ampak je bila pod posteljo je bila taka luža krvi, ne, in je skrvavel in umrl, ne. Tako smo prišli, da spet nismo imeli skoraj kam se dati, ne, s tem. In smo šli spet nazaj k tem, ko pravim, v sedanjo Levstikovo ulico, ne, v Gornji kraj. No, in pol ni bilo drugega, no, pol je bilo konec, ne. Nemci so predali, niso mogli z Bistrice napredovati, ne, vse te hribi so bile zasede in so hudi boji, dosti mrtvih je bilo. Tudi potem, tukaj za hišo je ležal mrtev vojak, tukaj pri mostiču na robu ceste je ležal mrtev vojak, ne samo ta naš, bi rekli, na posli, ne. Kaj so s temi vojaki naredili? So jih odpeljali s seboj? Mislim, Nemci. Zajete. Ne, te, ki recimo tak je bil pri vas na postelji. Mrtev? Ja. Ne, to so gasilci pobirali. S lojtrnskim vozom so hodili od ulice do ulice, po cesti, kamor je bil kakšen mrtev, so ga dali gor na to. In tukaj na enih mlakah, približno 200 metrov od tu, so Nemci imeli, so naredili ene take okope, rove, ne, protitankovske, ne. In tja noter so ta trupla nemških vojakov vozili, ne, in tam tudi založili. In tam so še vedno, ne, ostanki. Brez napisov česarkoli. Nič, se sploh ne ve, ne. Približno se ve, ne, na tem prostoru, ampak kje so tisti rovi potekali, ne, bi bilo treba čisto presekati, ne.